Gospod Zildžović, danes vam ni šlo tako kot proti Olimpiji prejšnjič, poraz proti Domžalam, 0:2. Vaš komentar srečanja? Zaslužena zmaga Domžal iz preprostog razloga, oni so dvakrat zadeli, kaj nam ni uspelo. Odločilni moment tekme je bil tisti nesrečen zadetek v zadnji sekundi, dejansko podaljška v prvem polčasu. Poskušali smo strniti vrste, celo zadnjih 20 minut pri izidu 1:0, za Domžale smo dali vse v napad, na koncu čisto ena izgubiti 1:0 ali 3:0. Mi smo se poskušali vrniti v tekmo, žal tisto luknjo vrzel v zvezdni vrsti. Glede na spremembo sistema je gost še s pridom izkoristil in individualna kvaliteta Joshua Parkera pa Aleksandra Živca so dejansko odločili današnjo tekmo. Eden od odločilnih trenutkov, prav gotovo tudi menjava Maruševića v prvem polčasu. Nekako se je zdelo, da niste imeli igralca, ki bi znal sprožiti proti golu. Definitivno. Josip Marušević, vemo, da je zelo kakovosten igralec, poškodba zadnje stegenske lože je botrovala tem, da smo še dokaj nepripravljenega Runo, ki je se priključil možda pred 10 dnevi. Malo je tudi to poremitilo, ampak pravim, mojim igralcem nimam kaj očitati. Oni so dali vse od sebe, včasih vam se obnese, včasih ne. Pred nami je še 14 tekem, mi smo zmanjšali zaostanek do 8-uvrščenega na 4 točke. Danes smo imeli sicer priložnost se maksimalno približati, ampak še 14 bitk je v igri, pripričan sem, da bomo vojno dobili na koncu, to je direktno ostanek v ligi. Naslednja bitka že proti Mariboru, izjemno težka tekma. Za nas je, ko ste v borbi za ostanek, vsaka tekma je težka posebej, ker smo pričali v Sloveniji izidov, da so presenetljivi, kaj govorijo o dokaj izenačeni ligi. Maribor kot Maribor, vemo, Maribor je prvak, ampak mi gremo v Maribor, ne bom rekel razbremenjeni, mi gremo v Maribor, poskuša se narediti, presenetiti, kako smo v Ljubljani. In upam, da bomo imeli več sreče, športne kot danes. Čvrsto srečanje danes v Novem mestu. Večino dela je bila tekma prekinjena s številnimi prekrški. Nekako vam ni steklo najbolje v napadu. Poraz proti Domžalam, ki ste jih prejšnjič tukaj premagali s 3:0. Ja, mislim, to, kar je bilo nazadnje z njimi, sploh ne šteje. Danes je bila posebej tekma, čvrsta tekma, mi moramo vsako tekmo, ker se borimo, smo v takem položaju v bistvu na lestvici, da se moramo boriti in take tekme bojo tudi prihajale še v nadaljne. Ne bomo nobenemu puščali, da bo prišel do lahkih zadetkov, čeprav smo danes nadzorovali prvi polčas, je tista zadnja minuta, v bistvu sekunda odločila nekega zmagovalca na koncu in upam, da bo naslednjič boljše. Mislim, se bomo potrudili, da bo. Naslednja tekma je zelo, zelo težek nasprotnik. Ja, v bistvu te tekme so tako najlažje in ko nimaš nič izgubiti, v bistvu noben ne pričakuje od tebe ničesar, ampak še zdaleč od tega, da se bomo predali. Še vseeno že marsikera ekipa je pokazala, da se da premagati Maribor, misli, da imajo 6 porazov in tudi mi se lahko z vsakim kosamo, taka je liga dosti specifična, da vsakega lahko premaga. Luka rutinira zmaga tukaj nekako v Krki, začeli ste morebiti malce bolj previdno, vemo, nazadnje ste se tukaj opekli s 3:0, na to pa nekako do konca pripeljali tekmo tako, kot je treba, 2:0, zmaga je vaša. No, veseli me dejstvo, da smo igrali zelo zrelo, da smo šli v tekmo tako, kot je treba, s pristopom, z energijo, ne samo tistih, ki so na igrišču, ampak celotnega kadra. In smo seveda zmagali, ampak jaz ne bi rekel, da je bila rutinirana zmaga. Veliko je bilo vloženega z naše strani in seveda, ko se take tekme končajo na tak način, potem moram jaz samo čestitati mojim igralcem, celotnemu našemu kadru, tudi strokovnemu vodstvu, ki se je na to tekmo dobro pripravilo in s takim srcem in s tako nenaivnostjo, tekmovalnostjo, ki smo jo danes prikazali, to so elementi, ki so nam manjkali v preteklosti, pa očitno danes smo pokazali, da smo tudi to sposobni in ta igran rezultat tukaj v Novem mestu je bila izredno pomembna. Festival prekrškov, igra je bila ves čas prekinjena, nekako ni steklo ne na eni ne na drugi strani, pa vendar, tako kot ste dejali, na koncu 2 gola. Mislim, da smo vedeli, da ukolikor bomo
dominirali v dvobojih, da verjetno bomo lahko tekmo zmagali, in mislim, da smo v celotnih 90 minutah tukaj bili dominantni, in zaradi tega, ker smo veliko se trudili in bili pripravljeni na vse, da zmagamo to tekmo, in se nam je išlo, seveda tudi pripravili smo se na to, da morda z neko podaljšano igro v napadu, bolj direktno igro, bomo lahko malce bolj nevarni, in se je izkazalo, da so naši igralci to izkoristili, tako da tlele v Novem mestu bodo samo take tekme čvrste, vsak nasprotnik, ki bo sem prišel, bo imel težave, tako da mi se nismo opekli danes, ohranjamo nek stik z našim ciljem, ki smo si ga zastavili, in zaradi tega sem izjemno vesel. Naslednje srečanje je zanimivo z Zavrčem. Zanimivo je, direkten nasprotnik naš nekje v razpredelnici. Končno igramo tudi doma, da pokažemo pred našim občinstvom, če smo sposobni, in nadaljujemo iz tekme v tekmo, jemljemo zadeve, ne preskakujemo. Vsekakor bo pa to izrednega pomena za nas, ker zdaj smo v situaciji, kjer nam vsaka točka veliko pomeni, in želimo si zmagovati, da bi ustvarili nek pozitiven niz, ki bi nas pripeljal v pozicijo, ki si jo počasi želimo. Uroš, trdo, čvrsto srečanje tukaj v Novem mestu, zmaga je vaša, en komentar srečanja. Ja, trdo srečanje, Krka je šla na nekih krilih zmage proti Olimpiji, proti nam. Vedeli smo, da so v nekem naletu. Moram že bil ključen trenutek, prvi zadetek, ki smo ga dali tik pred koncem prvega polčasa, in potem smo nekako dokaj mirno pripeljali srečanje do konca. En pogled naprej, Zavrč. Ja, vsaka tekma je zahtevna. Vemo, da so Zavrči 2 tekme zdaj izgubili, in vemo, da so v težkem položaju, želijo si vrh, mi tudi želimo malo višje, in sigurno gremo na zmago, ampak vemo, da bo doma težka tekma.